Čas je za podroben pregled delniških trgov. Pa začnimo pri ameriškem. Veličastnih 7, prej so imeli najvišje donose. Letos je edino Google tisti, ki je ustvaril nekoliko večji donos, 65%. Intel je vstal od mrtvih in je ustvaril večji donos kot Magnificent 7, 285% donos. To pa je majhno podjetje IRIN, konkretno ponuja rešitve za podatkovne centre za umetno inteligenco. Oklo, prav tako majhna špekulativna naložba, 252% rast, potem pa Palantir delnica, letos je poskočila za 150%, Rocket Lab Corporation delnica je poskočila za 183%. Pa poglejmo še evropske delnice. V Evropi razvoj gospodarstva, ki je zelo mizeren, poganja obrambna industrija. Rheinmetall 154%, nemški proizvajalec tankov za 90%, italijanski Leonardo, proizvajalec helikopterjev in dronov. ASML je svetovni monopolist in samo 30% rast. Spotify 27%, poglejmo pa potem naprej. V rdečih številkah je Novo Nordisk, delnica je izgubila kar 40%. In za konec poglejmo še slovenske delnice. Najbolj se je v letu 2025 odrezala Luka Koper, skoraj 80% rast, sledila je Pozavarovalnica Sava, na tretjem mestu Petrol, potem je tukaj Krka za njimi, sledi Zavarovalnica Triglav in potem so še NLB, Telekom Slovenije in Cinkarna Celje 14%. To je bil pregled leta, upajmo na hitro.